Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v junijski oddaji o zdravju z Alenko. Tako, še malo pa bomo šli na dopust, ne, vsi skupaj se že veselimo dopusta. Se zgodi, ne, da smo nekateri malo na slabšem glasu, ne. Tudi poleti, ne. Tudi poleti, ampak no, sprašujem se, sedaj to prehlad ali je to kaj drugo. Pa smo povabili zdravnico v naš studio, ne, da nam lahko svetuje. Namesto obiska v ambulanti, ne, smo vas povabili k nam. Torej, kaj mi svetujete, glede na moj slab glas? No, vi imate eno tako tipično stvar, zaradi katere pacienti kar pogosto prihajajo poleti in mislijo, da so se prehladili nekje, da potrebujejo antibiotike, ker kašljajo, so hripavi, tako kot vi. Ampak večinoma gre samo za težavo z želodčno kislino, za zatekanjem želodčne kisline, predvsem po noči, ko spimo, zato tega ne čutimo in me vsi debelo gledajo, ko rečem, to je pa to krivo. Ampak dejansko res, poleti jemo ogromno sveže zelenjave, sploh paradižnika, paprike. Potem zdaj je ogromno hripavosti, kašlja, ker ljudje na veliko jemo češnje, ki imajo olupek, ki potrebuje dosti kisline, da se razgradi. Torej, sveže sadje, sveža zelenjava, stvari z žara so jedi, ki še pospešijo izločanje kisline in je teh težav za kislino več, hripavosti, kašlja. In takrat je treba, jaz vedno rečem, vklopiti dieto za nekaj časa, se mogoče izogibati tej hrani bolj v popoldanskem, večernem času, izključiti mogoče mleko, sladkarije, predvsem kako čokolado. In se lahko to tudi brez zdravil samo od sebe popravi, ne. Tako da, no in kaj potem sploh lahko še jem? Mnogo stvari lahko še jeste, ne. Tako jeste vso kuhano zelenjavo, vso meso, vse priloge, juhe, karkoli, samo sveže ne sme biti. Obstaja kakšno zdravilo morda? Ja, zdravilo, zaviralec protonske črpalke se imenuje, to je zdravilo za želodec, no, za izločanje, ki uravna izločanje kisline. Ampak dostikrat ni potrebno zdravilo, dostikrat lahko mi to sami z enim malo strožjim redom nekaj dni stvar lahko popravimo. Včasih pa to res precej napreduje in ljudje kašljajo tako, da se kar davijo ob kašlju in pridejo zelo zaskrbljeni in pridejo 3-krat zapored, ker jim prvič rečemo, da je želodec problem, pa drugič pa nekako ne verjamejo, ker traja pa tudi kakšne 3 tedne z jemanjem zdravil in strogo dieto, da se potem stvar popravi. Tako da je treba biti potrpežljiv, pa red je treba imeti. Govoriti ne smem ali lahko? Lahko, ne pretirano, ampak lahko. So pa vedno možje veseli, ko rečem ženam, da morajo biti pa malo bolj tiho. To so počitnice. Hvala lepa, Alenka. Najina osrednja tema seveda danes ni to, ne, pač pa glede na to, da se že vsi vsaj psihično ne pripravljamo na ta poletni čas, na dopuste. Recimo, v tem času, ko razmišljamo, ne, o dopustu, na kaj je potrebno najbolj pomisliti? Dobro, garderoba, poletne obleke, ne, vse to pač. Dobri čevlji. Dobri čevlji, vsekakor, ja, ki nas ne bodo žulili, ne. Ja. Ampak verjetno je potrebno še kaj, ne, kaj takšnega, kar bi nam prav prišlo nekje. Ja, zdaj to planiranje dopusta je res kar pomembna stvar, sploh če planiramo iti kam malo dlje, ne. Določene države potrebujejo kako preventivno cepljenje in to je treba seveda opraviti in zorganizirati si prej. Organiziramo si to na NIJZ-ju, najbližje imamo to v Mariboru. Nekatera cepljenja pa lahko pravite tudi pri osebnem zdravniku. Je pa prav NIJZ izdal, tudi na njihovi strani so navodila in izdali so prav eno knjižico po državah, kaj od kakšnih cepljenj recimo potrebujemo. To je za te bolj eksotične destinacije, ne. Je pa res tudi, da tudi če potujemo kam v bližino, še zmeraj se nam lahko kaj zgodi. Zato je mogoče fajn urediti kako zavarovanje, ne, počitniško, ki praviloma sploh niso to več neki veliki zneski, nam pa lahko prihranijo ogromno denarja, če se nam kaj zgodi. Pa pomembno je, no, to pa zmeraj poudarjamo, da si nasploh, če jemljete kakšna zdravila, ali pa če veste, da imate kakšne alergije, da se nagnjeni kakim takim stvarem, da si pravi čas priskrbite zdravila, da tudi preverite, kdaj vaš zdravnik gre na dopust, da si vso redno terapijo in vse, kar potrebujete, priskrbite pravi čas. Ja, to pomeni, da vsi tisti, ki jemljejo neka redna zdravila, terapije, ne, da si vzamejo torej zadeve seboj, ne, da ne pozabijo. Absolutno. No, v primeru, da pozabijo, pa lahko nekje dvignejo, recimo.
ta zdravila? Ja, če so v Sloveniji, praviloma ne bi smel biti problem, lahko dvigne zdravilo v katerikoli lekarni. Če pa so izven Slovenije, pa to lahko zelo težko. Praviloma tudi tam morajo to zdravilo kupiti, ne dobijo ga kar tako. Zdaj v večini držav se dajo zdravila nekako, se da dogovoriti v lekarni in zdravila kupiti. Ampak se to zopet predstavlja nek določen strošek, neke določene težave, nervozo, tako da absolutno dajte rajši res, preverite na internetu, kdaj ima vaš zdravnik dopust, da tega ne zamudite in potem poskrbite, da imate vse doma. Omenili ste torej eksotične dežele, torej če bi, okolikor se odpravljamo pač kamorkoli, so ta cepljenja obvezna ali to gremo preventivno? Ne, v nekaterih državah, sploh v nekaterih afriških državah, so obvezna sploh, da lahko vstopite v državo. Ponekod druge so pa bolj priporočena. In so države, recimo sploh, če ne vem, potujete kam na Bližnji vzhod, če ste v tiste državi, se vam zna zgoditi, da če ne boste imeli določenega cepljenja opravljenega, ne boste mogli iti čez mejo v sosednjo državo, recimo, ki to zahteva. Tako da, to si je fajn premalo pogledati. Tudi tisti, ki so popotniki, to praviloma itak že poznajo in si urejajo. Če pa potujemo z agencijo, pa praviloma tudi agencija na te stvari opozori in uredi. Tako da, ja, za nekatere države so določena cepljenja res obvezna. No, veliko ljudi potuje v Turčijo, Grčijo, Španijo, so potrebna? Tam niso potrebna nobena dodatna cepljenja. Tako da, to so take varne države, ne. Sama Evropa pa Evropska unija so, moram reči, kar ena taka varna država, v bistvu potujemo samo znotraj svoje države, skoraj da, ne. Tako da ni nekih hujših težav. Huje pa je, če letimo kam v Azijo, Afriko, Amerike, v te malo bolj oddaljene destinacije. Kaj spada v eno takšno popotno lekarno? Recimo, gremo na morje, ne? Večina nas gre tu malo v bližino, ne? Ja. Ampak vse ne prav, da si določene stvari vzamemo. Definitivno je nam to marsikaj lahko prihrane, ne. Fajn je, če si vzamemo s sabo nekaj za povišano telesno temperaturo ali pa za bolečine. Mogoče je boljše, da nimamo, ne vem, posebej nekega paracetamola pa še nekega protibolečinskega zdravila. Dajmo to kar v eno, ali je to kakšen, ne vem, analgezin, analgin, algominal, lahko pa tudi samo lekadolče, recimo nekaj takega, daleron. Zdaj, to se mi zdi taka ena osnovna stvar. Potem fajn je, ker vemo, da je mnogo alergij na mnogo stvari v našem okolju možnih, je fajn imeti kakšen reče se mu antihistaminik, torej zdravilo proti alergiji s sabo. Zdravila se dobijo tudi, ne rabite tako zdravnikov v končni fazi, dobijo se tudi v lekarni za kupiti. Potem zdijo se mi fajn, ker ko smo na morju ali pa na dopustu, nas rado kje kaj piči ali pa lahko dobimo, ne vem, kakršnekoli neki čudne vnetje kože kjerkoli po telesu, je mogoče imeti fajn kako tako zdravilo, ki kožo malo pomiri, ohladi, deluje tudi proti srbenju in kaj takega. Tudi te stvari se dajo kupiti v lekarni brez recepta, mogoče malo bolj učinkovite se pa dobijo lahko pri vašem zdravniku. To se mi zdijo take tiste osnovne. Potem pa še vedno moramo tudi misliti na te težave z odvajanjem blata ali zaprtjem ali driskami. Mnogo ljudi ima s tem težave. Dosti ljudi ima težavo s tem, da ko nekam pride, nekam drugam, se jim prebava popolnoma spremeni. Tako da je mogoče, če vemo, da smo med temi, si vzeti kaj ali proti driski ali kaj proti zaprtju, ne. Eno in drugo se pač da dobiti v lekarni. Mnoge ženske imajo na morju tudi težave z vnetji mehurja. Tu pa res svetujem, da se mogoče pred tem pogovorijo s svojim osebnim zdravnikom, ki jim lahko, bom rekla, v preventivni namen mogoče napiše kakšno zdravilo, ki ga bojo takrat lahko uporabile. Ker je recimo, da dobiš antibiotik nekje na drugi destinaciji, moraš iti do zdravnika tam, ne? Kar je pa zopet povezano z nekimi drugimi težavami. Tako da, to se mi zdijo tiste osnovne stvari. Potem pa še par takih, ne, fajn je imeti kakšne obliže s sabo, kakšen povoj pa gazo za kako malo večjo poškodbo. Take stvari. Verjetno kaj za razkužiti, ne, kakšno odrgnino. Ja, čeprav to tudi lahko kakšen fajn alkohol tudi pride prav. Hotela sem samo še to omeniti, ne. Mnogi ljudje imajo silne težave z spancem na drugih destinacijah.
Nekatere moti hrup, da ne morejo spati, takim svetujem, da se vzame kakšne čepke s sabo, ne, ali pa da se jih nabavijo. Potem drugi enostavno ne morejo spati v drugi postelji, imajo s tem težave, ne. Takrat je mogoče fajn, da si za par dni vzamemo kako tako uspavalo iz lekarne, kako tako zeliščno stvar, ki nam mogoče malo pomaga zaspati, da imamo malo pomoči v tistih dneh. Prvih dneh, ne? Ja. Torej ne pride v poštev kakšen samval, recimo? Pa dobro, tem zdravilom se raje izogibamo, če res niso nujna, ampak tisti, ki imajo fejst hude težave, imam kar nekaj bolnikov, ki enostavno ne morejo spati, ko grejo na dopust, ne, zanimivo, ne. Tam jim nekako nič ne paše in mi je težko in včasih enostavno, če hočejo imeti kaj dopusta, morajo vzeti pa nažalost tudi kakšno uspavalo, no, ampak temu se raje izogibamo, če gre. Predlagam, čeprav je to že na vseh strani bilo velikokrat povedano, tudi vi ste nam že svetovali tukaj v teh naših oddajah, ampak vseeno se mi zdi zelo pomembno, da še malo tudi o tem spregovorite, kako naj zaščitimo od las, oči, torej kože, kako naj pazimo nase, verjetno je prav, da se to ponovi. No, zdaj prva stvar, in to bi mogoče na prvem mestu morali reči, če potujemo zdaj poleti v neke kraje, kjer bo ogromno sonca, je dobra krema za sončenje bistvena. Nekako počasi sprejemamo to, da biti porjavel ni več moda, ampak nam prenaša lahko številne zdravstvene težave, številne težave, ne samo z raki kože, so tudi druge težave, ki jih povzročajo. Zato je res pomembno, da uporabljamo kremo za sončenje z visokim faktorjem. Faktor naj bo vsaj 30. Tudi če ste temne polti in hitro porjavite, torej imate tisto, bom rekla, ta boljšo kožo za sonce, vam svetujem, da uporabljate faktor res nad 30. Ker tudi koža tistih ljudi je občutljiva na nek način, mogoče ne tako zelo, ampak se bo tudi pretirano starala, prehitro starala, gubala, postala tanjša, tako da v vsakem primeru je fajn zaščititi. Zdaj pa, poleg uporabe je pomembno tudi vedeti, da to mi ponavadi šparamo s to kremo, ne. Kupimo eno veliko kremo in potem z njo tako šparamo, da bi imeli celi teden. Ja, drage so. Drage so, ne. Zato, mislim, resno, potrebno je uporabiti kar dosti kreme. Jaz dostikrat povem mojim pacientom v ambulanti, da recimo samo za obraz sta potrebna 2 prsta, na nos kreme, to je zadostna količina za obraz. Torej, predstavljajmo si, koliko tega rabimo za telo. Kar precej kreme mora biti, ne. Res, kar precej, če hočemo, da nas ščiti. Ker pa so res drage, absolutno ni potrebno kupovati dragih krem, nekih takih krem, če ne želimo. Odlične kreme se dobijo tudi v Hoferu in Lidlu, potrjeno, enako kvalitetne, dostikrat celo boljše od kakih dragih krem, tako da ni treba zapraviti celega premoženja za neke zveneča imena krem, ne? Tako da lahko prišparamo tudi s tem. Potem pomembna so sončna očala. Oprostite, da vas sedaj tukaj prekinem, da ne bova pozabili, kaj je boljše, krema ali olje? To pravzaprav niti ni tako pomembno, čeprav krema da ponavadi malo debelejši film na kožo, ampak kadar so to olja, ki imajo faktor, so narejena na takšen način, da ponudijo enako zaščito. Mogoče so olje edino malo lažje v tem, da če jih uporabljamo in hodimo dosti v vodo in nazaj, prvič malo bolj onesnažujejo vodo, to je sicer res, ampak malenkost dlje bi naj po študijah ostale na koži, ampak to je res ni zdaj tako toliko pomembno. Pomembno je, da vsakič, ko prijemo z kože, na novo nanesemo kremo, ne. Ja. No, potem pa še sončna očala, ne. Nadaljevali ste z očali. Ja, tudi tu bi rekla, da ni potrebno kupiti, če ne želimo ali pa nam je to težko, očal, nekih zvenečih imen, zelo dragih sončnih očal. Zelo dobra očala dobite tudi v vseh teh drogerijah, ki so v Sloveniji. To so očala, ki imajo dovoljšno zaščito, pač pogledate gor, da imajo tisto deklaracijo in so lahko zelo poceni, ampak naredijo ogromno koristi vašim očem. Če bomo sončna očala redno uporabljali, bomo imeli manj sive mrene, ko bomo starejši, manj nekih težav z očmi, tako da se to tudi absolutno splača. No, nekateri, ki imamo dioptrijo,
si seveda moramo sončna očala tudi kupiti z dioptrijo. Je to kaj drugače ali je ista zaščita potem? Zaščita je ista, ampak je pa res, da to zelo podraži očala. In mi si ne moremo, mi, ki imamo sončna očala z dioptrijami, si pač nažalost ne moremo kupiti v drogerijah tega. Čeprav sem videla, da tudi to že obstaja, sploh za plus dioptrije. Ampak drugače pa ne, ampak tisti pač potrebujemo, nažalost. No, mimo grede, veliko ljudi si kupuje te za plus, v drogerijah in je to priporočljivo. To so v bistvu povečevalna stekla, Ja, neke vrste povečevalna stekla mogoče. Definitivno je absolutno boljše, da greste vse na začetku na pregled k oftalmologu, ki prvič preveri, ali je res samo v tem problem, ali je še s kako bolezni od zadaj, pa vam tudi določi pravo dioptrijo. Ko si vi probavate v drogeriji tiste plus dioptrije, pač eno na koncu izberete. Zdaj ni nujno prvič, da imate na obeh očeh enako, ni nujno, da je to najbolj primerna, lahko je mogoče celo prevelika za vas in vam je v tistem trenutku udobna, ampak vam bo še hitreje znižala dioptrijo. Tako da mogoče za premostitev, da pridete do oftalmologa, do očesnega zdravnika, pozneje pa mogoče vseeno fajn, da vseeno vidite. Popravi očala. Tako je boljše. To je bilo mimo grede. Torej, nadaljevanje od od oči, potem gremo naprej. Kako drugače bi še naj zavarovali si oči razen sončnimi očalmi? S pokrivali kakšnimi, Pokrivala sploh priporočamo, ampak to ne nekih kap. Recimo, radi nosimo kape s šiltom, ampak tudi kapa vseeno greje glavo. Tako da, če se le da, je fajn, če ljudje imajo na dopustih uporabljajo slamnike, kjer je malo prepiha, skozi glavo je vseeno hladno, pa še lepo senco lahko dajo, sploh če imamo malo večje skrajce. Tako da to je absolutno zelo priporočljivo, sploh tudi za otroke, to moramo poudariti. Otroke je treba res zaščititi. Otroke je mogoče tudi fajn imeti na plaži v takih posebnih ali takih kopalkicah, ki se zdaj že dobijo z dolgimi rokavi, ki imajo UV zaščito, ali pa da so enostavno v nekih majčkah, da niso čist goli izpostavljeni tam soncu, sploh ne v tistih urah od 11. do 2. ure, ko je ta UV indeks največji in ko je v bistvu sonce najbolj škodljivo. Koliko pa človeka zaščiti, torej nek senčnik, senca? Ene vrste zaščita je, čeprav UV žarki grejo skozi. Zato ni dovolj, če ležimo v senci, pa se ne namažemo. Nismo naredili nič. Kljub temu bo naša koža dobila svojo slabo porcijo. Tako da namazani moramo biti, namazati se s faktorjem. Potem pa tudi, če ležimo cel dan v senci, kar je pa absolutno priporočljivo, ker bo vseeno okvara manjša. No pa morda še beseda, dve o teh umetnih sončenjih. Solariji, kakšno je vaše mnenje? Solariji so, jaz mislim in upam, da so pravzaprav že preživeta stvar. So že čisto pase. Danes je, če že kaj, je bolj in nanašanje teh umetne barve, raznimi penami, spreji, da dobimo umetno rjavo barvo. To je nekaj čist drugega, medtem ko solariji so izjemno nevarna stvar. Tam, kjer so jih dosti uporabljali, so opisovali grozne poraste raka na koži. Tako da staranje kože je absolutno pospešeno. Tako da mislim, da se to niti več kaj dosti ne uporablja, oziroma je popolnoma iz mode. No kaj pa o teh kremah za samoporjavitev? Te kreme so varne in jaz mislim, da so, glede na to, da še zmeraj v naši kulturi je nekako lepo, če je koža malo bolj rjava, porjavela. Tudi ženske noge pravijo, izgledajo lepše, če so malo bolj porjavele kot bele. In je absolutno 1000-krat bolj primerno in varno in zdravo, če uporabimo eno od teh samoporjavitvenih krem. Res je, da potem lahko izgledamo tako oranžni, kot je recimo gospod Donald Trump, ki je verjetno hodeča reklama za te samoporjavitvene kreme. V tujini, ali pa tudi pri nas obstajajo taki tuši, kjer greš in te krema, ta pošprica z vseh strani in greš ven lepo, krasno porjavljene. Takoj ti prime. Ja, v nekaj urah se to razvija, zelo elegantno, enostavno in to je v primerjavi z solarijem 1000-krat bolj primerno. Kako dolgo pa drži potem to?
Jaz mislim, da to je odvisno od same vrste kreme, ampak praviloma kakšen teden kar držijo te kremice. Ne? No in kaj pravzaprav te kreme naredijo v koži, recimo spodbudijo? Torej, Ne, te kreme samo pobarvajo zunanjo plast, nič takega, nikamor notranjost ne prodirajo, nič takega. Nekatere imajo že kakšne negovalne stvari noter, da je koža tudi malo bolj navlažena, ampak pobarvajo samo povrhnjico, ki se v nekaj dneh odlušči. No kaj pa recimo po sončenju, nega kože po sončenju, oziroma če se nam vseeno zgodi, ne, da nas opeče. Včasih smo se z ribjo mastjo mazali, je še to obstaja? Ribja mast je itak odlična stvar. Jaz vem, ko sem jaz bila mala, so nas mazali z jogurtom, ne, smo bili celi z jogurtom namazani, da je hladilo. Ne. Če nas sonce opeče in kar se nekaterim nam lahko hitro zgodi, ki imamo tako bolj nekvalitetno kožo, je pomembno, da vzamemo nekaj protivnetnega. Zato je fajn, ne, da tisti, ki imamo tako kožo, nesemo s sabo reče se nesteroidni antireumatik, tako kot je naklofen, analgezin, brufen, ibuprofen, mogoče tudi celo kakšen analgin, čeprav je malo drugačno zdravilo, ampak to zdravilo dejansko zmanjša tisti vnetno dogajanje v koži, tako da bo prej boljše. Potem seveda pomembno je hladiti, zdaj pa ali bomo uporabili jogurt, ali bomo uporabili kaki hladilni gel, recimo gel aloe je ponavadi en taki fajn hladilni gel, s katerim se lahko pomagamo, hladen tuš. In to je to, in čakamo, da bo boljše. Obstajajo tudi prav zdravila, ne, ki so kortikosteroidna mazila, nekatera se lahko maže tudi po takih neprevelikih opeklinah in relativno v enem dnevu, 2 stanje rešijo. Ne. Ampak res je pomembno, ne, ker moram reči, da prihajajo ljudje ne tako redko celo v urgentno ambulanto zaradi opečenosti. In spomnim se ene gospe, bili so turisti, ki so šli nekam naprej in so se vstavili in gospa je bila, mislim, res opeklina, prava generalizirana opeklina. In gospa ni nič vzela, recimo, ne, vse, kar je potrebovala, je bilo dejansko zdravila, protivnetna zdravila, ki drugače uporabljamo za bolečine in za temperaturo povišano. In je že to kar precej olajšalo stanje. Ne. No, ker nekateri ljudje tudi vročino dobijo, ne, potem... Pregrejejo vse, ne. No, to je mogoče še ena stvar, ki je pomembna, sončarica, ne. In toplotne kapi. Tega moram reči, da je, meni se zdi kar vsako leto več, pa čeprav več se opozarja na to sonce, pa na vse te neprijetnosti, pa se mi zdi vseeno kljub temu, nekako to ljudje pozabimo očitno, ali pa nekako, recimo dostikrat se zgodi, da ljudje delajo na polju, v vročini, soncu in potem doživijo ene take vrste sončarico, ki se lahko kaže z bruhanjem, vrtoglavico, obmotico, drisko, razbijanjem srca, tako kar dramatično lahko celo zgleda. In se včasih te prav kot zdravnika zavede, recimo, vem, ko smo služili 2-3 dni skupaj, sploh ne vem točno, kak je zdaj zunaj, ne, pa pripeljejo koga in moram se prav spomniti, sonce, ne, seveda, zunaj je sonce. Da enostavno, se tudi na to spomnimo. Tako da na to je treba biti kar previden in je treba dovolj piti, to je pomembno, piti in uživati tudi neke soli, ni dovolj samo voda, ne. Ne smemo spiti 10 litrov vode, ker se lahko zastrupimo v končni fazi z vodo. Je treba zraven jesti še neko sol, tako da ali neke slane juhe, ki jih popijemo, ali pač neke te slane stvari, oreški slani, karkoli takega. Dobijo se pa prav tudi v lekarni te rehidracijske raztopine. In to svetujem tudi mogoče, da si ljudje, ki mislijo na dopustu dosti kolesariti, ali pa kakšni pohodniki, kje po kakšnem gorovju, se lahko hitro zdehidrirajo, izgubijo preveč tekočine, jo premalo nadomeščajo in lahko pride do hudih težav. Zato taki naj si kupijo te rehidracijske raztopine v lekarni, to so taki praški, ki se jih zmeša v vodo in se jih spije. Niso sicer prijetnega okusa, ker so taki slani, ampak pač je treba to narediti, če hočemo, da ostanemo zdravi in fit. Ja, mislim, da ste veliko povedali, ne, da ste nas na marsikaj opozorili. Mogoče še na poškodbe? Aha, še to, ja. Ja. Mogoče samo taka osnovna navodila, ne, ker tudi to vidim, da se dosti dogaja, pa ljudje nekako ne znajo prav reagirati. Če smo kje, ne vem, pohajkujemo in si zvijemo kakšen gleženj, si zvijemo kako roko. Prva pomoč je vedno hlajenje, mogoče si malo roko ali pa nogo imobiliziramo, lahko uporabimo samo kako revijo, jo zasukamo skupaj, pa obmotamo okrog.
počivati, hladiti, mogoče, če vidimo, da nam neki del oteče, recimo, da nam oteče roka, da nam oteče noga in zaradi sile teže, če bomo gor, bo seveda vse šlo v te distalne dele, dajmo počivati z dvignjeno roko, imeti malo više, nogo dvignjeno nad nivo telesa, tako da hladiti, počivati, malo dvigniti, ne. To so taka osnovna prva pomoč, s sabo imamo kaki povoj, kaki obliž, da kako rano, ki ni prevelika, pokrijemo. Tudi v lekarni se dobijo taki, imenujejo se steri-stripi, taki flasterčki, s katerimi lahko zalepimo rano in je isto kot šiv. To se v lekarni dobi, zaradi takih malih ran ni potrebno k zdravniku. Vi lahko rano operete, obrišete, če je to kakšna centimetrska rana, taka razpočna, in jo zalepite. In bo držalo enako, kot da ste jo zašili. In pravzaprav ni potrebno iti do zdravnika. Drugo je, če recimo vstopite na kakšen žebelj ali pa si s čim predrete kožo, je vedno treba vedeti, kdaj smo bili nazadnje cepljeni proti tetanusu. Še to, ja. Znotraj 10 let lahko nekako še, ne, vsaki 10 let pa naj cepljenje bo. Tako da, če nismo cepljeni, bomo mogli iti zaradi tega, ampak drugače pa marsikatero rano lahko mirno oskrbimo sami doma. Ja, upam, da se nam ne bo nič hudega dogajalo, ampak prav je, da torej pomislimo na preventivo, ne, v vseh pogledih. Tako da hvala lepa za vse nasvete in vse, kar ste nam danes povedali. Ja, nič, poslovili se bomo, ne, do septembra, 3. ponedeljek septembra, torej bomo znova skupaj. Kakšna bo tema, seveda sedaj še ne moremo vedeti, tako da veljalo bi vsem zaželeti lepe poletne dni, lepe dopuste, tudi vam, spočite si, kjerkoli že boste in potem gremo septembra dalje, ne? Alenka, hvala lepa za to sezono. Upam, da ste zadovoljni z nami, tudi vaši gledalci. Upam, da so z nami zadovoljni naši gledalci. Samo to je pomembno, ne? Ja. Hvala lepa. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, toliko danes v oddaji o zdravju z Alenko. Lepo se imejte na dopustih, kjerkoli že boste, pa se vidimo torej septembra, 3. ponedeljek v septembru. Tema je zaenkrat še neznana, bomo videli, kaj se bo takrat še dogajalo oziroma zgodilo. Vse dobro vam želimo, ostanite zdravi in srečno.